Dragi navijači, lepo pozdravljeni v novi oddaji 7. Tokratna oddaja je zadnja v letošnjem koledarskem letu. V tokratni decembrski oddaji 7 smo pod drobnogled vzeli obe zelo pomembni tekmi v Ligi prvakov in državnem prvenstvu proti Zagrebu in Gorenju iz Velenja. Odigrali smo partijo 1-1 z vratarjem Urbanom Lesjakom in obujali spomine z legendo celjskega kluba Stankom Anderluhom. Ob koncu meseca novembra nas je v peklu Zlatoroga čakala tekma vseh tekem, balkanski El Clasico. V Celju je gostoval večni rival iz sosednje prestolnice, Zagreb. Dvoboj dveh zelo mladih ekip, ki pa je bil zelo pomemben v boju za čim boljšo pozicijo v skupinskem delu Lige prvakov. Mladi pivovari so suvereno začeli, Žiga Mlakar je Celjane popeljal do prednosti 4 zadetkov po odigrani polovici prvega polčasa. Zagrebu je uspelo po slabem začetku kasneje izenačiti, ko so izpeljali akcijo preko desnega krila, od koder je bil natančen Horvat, ki je tako poravnal izid na 10-10. V drugem polčasu smo morali na prvi zadetek čakati kar 7 minut, oba vratarja sta bila nepremagljiva, obrambi pa zelo razpoloženi. Lesjak je takole dobil dvoboj z Valčičem. Zagreb je bil premalo razpoložen za fantastično celjsko obrambo. Hrvati so malokrat prihajali do čistih strelov. Valčiču je te akciji to sicer uspelo in celjska prednost je bila spet nekoliko nižja. Celjani so še naprej igrali silovitim ritmom in pridno polnili mrežo Zagreba. Na ponovnih +5 je s pravo bombo povišal odlično razpoloženi Ivan Slišković. Zagreb bi se proti koncu lahko spet približal, a mu to ni uspelo, predvsem po zaslugi odlične celjske obrambe in obeh vratarjev. Takole je Matuliću preprečil veselje ob zadetku odlični Matevž Skok. Celjska obramba je še naprej predstavljala nepremostljivo oviro za Hrvate, stekel pa je tudi domač protinapad. Takole je enega izmed domačih številnih uspešno protinapadov zaključil Gašper Marguč za nepopisno veselje na tribunah nabito polnega Zlatoroga. Zmaga je ostala doma, Celjani so si srčno in borbeno igro zmago povsem zaslužili in se na koncu zahvalili svojim najzvestejšim navijačem. V mesecu decembru nas je čakala še ena v nizu zelo pomembnih tekem. Tokrat je v hramu slovenskega rokometa gostovala še neporažena ekipa, rival, ki je v preteklosti povzročil kar nekaj sivih las celjskim navijačem. Rokometni klub Celje Pivovarna Laško proti Gorenju iz Velenja. Spektakel slovenskega rokometa, derbi v pravem pomenu besede. Začetek je bil precej izenačen, Celjani so do svojega prvega zadetka prišli preko Zelenovića, ki je z razdalje meril zelo natančno. Tudi Gorenje je imelo svoje načrte. Razpoložen je bil krožni napadalec Senjamin Burić, ki je bil predvsem na začetku nerešljiva uganka za celjsko obrambo. Dvoboj bratov Skube je z nekaj zanj značilnih strelov začinil Sebastian Skube. Ob koncu prvega polčasa bi Luka Žvižej lahko 7 metrov znižal zaostanek, a mu to ni uspelo in tako so velenjski rokometaši na odmor odšli s prednostjo 3 zadetkov. V drugem polčasu Celjanu ni preostalo drugega, kot da zaigrajo na vse ali nič. Gašper Marguč je znižal na vsega gol zaostanka in derbi še zdaleč ni bil odločen. Toda Velenjčani se niso predali in vse skozi držali rahlo prednost, kljub nekaterim zgrešenim priložnostim, kot je bila ta Jerneja Papeža. Ko pa je slabe pol minute pred koncem za prednost 2 zadetkov zadel Marko Dujmović, je bilo jasno, da Celjani ne bodo prišli do težko pričakovane zmage proti Gorenju. Nekaj sekund pred koncem je Sebastian Skube uspel znižati na gol zaostanka, za kaj več pa je pivovarjem enostavno zmanjkalo časa. Končni izid je bil 29-30 in Velenjčani so se žal ponovno veselili zmage v Zlatorogu. Bitka je dobljena, vojna še ne. Do konca prvenstva je še daleč in priložnosti za maščevanje bo še veliko.
Da bom postal vratar, sem vedel po enem turnirju v Ormožu, kjer sem v golu pristal potem na ključe, da so vsi soigralci, ki so bili prej vratarji, zboleli oziroma so bili poškodovani. Na treningu nas je trener Tone Goršič oziroma Mile Čepin vsakega malo dal v gol. Na treningu mi je šlo dobro, šli smo na turnir, osvojili prvo mesto, izkazal sem se, kot je rekel trener, super in tako sem stal v vratih do danes. Bil srednji bek. Zame je občutek povsem enak v vsaki obranjeni žogi, ker za vsako obranjeno žogo je potrebnega isto truda, isto odrekanja, tako da med tem ne delam razlike. Najbolj občutljivi mesti sta sigurno glava in pa mednožje, glede na to pa, da je glava dosti trša, se lahko sami mislite, kaj je huje. Dva povsem različna stila. Če bi se moral odločiti, bi se odločil za Thierryja Omejerja. Radovedni taček in pa film, ki se ga zato še najbolj zapomnil, Sreča na brdici. Najdaljšo noč v letu bom preživel s prijatelji. Najraje plešem na narodno zabavno glasbo. Lepo bi bilo, da mi prenese kako malenkost pod jelko in pa seveda čim več zdravja in športnih uspehov zame in celo ekipo. Spodbujajte nas še naprej. Novo leto pa naj vam prinese vam in vašim najbližjim vse najlepše. Sem Urban Lesjak, vratar rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško. Glejte našo oddajo še naprej in ne pozabite. Enkrat za Celje, vedno za Celje. Bombarder, smrtonosna desnica, strah in trepet nasprotnikovih vratarjev, ljubljenec navijačev, nekdanji mladinski svetovni prvak, zdaj pomočnik trenerja. To je legenda celjskega kluba. To je Stanko Anderluh. Stanko Anderluh, legenda celjskega kluba, lepo pozdravljeni v današnjem intervjuju in najprej seveda hvala lepa, ker ste si v natrpanem urniku vzeli čas tudi za nas. Povejte mi najprej vaši začetki, kje se vse skupaj sploh začelo, zakaj ste se sploh odločili za igranje rokometa? Ja, vse skupaj se je začelo na skalni kleti, kjer sem pač živel par 100 metrov stran od igrišča in večji del svojega otroštva sem preživel na igrišču, ker takrat v tem času ni bilo te sodobne tehnologije, računalnikov in podobnih stvari. In edino, kar nam je ostalo, je bilo igrišče in tam sem preživel praktično cele popoldneve, večino vikendov. Največ sva preživela skupaj s današnjim dobrim prijateljem in današnjim trenerjem Hermanom Virtom po, lahko rečem, kar nekaj let. On je bil v golu, jaz sem streljal cele dneve in to je bilo iz dneva v dan se ponavljalo in tako se tudi vse skupaj začelo. Vi ste bili levi zunanji. Ste imeli strašno desnico, močan strel, bili ste, mislim, da tudi senzacija v sezoni 76-77 v prvi jugoslovanski ligi takrat še. Ja, res je, takrat so se nekatere stvari poklopile. Jaz sem dokaj mlad, pravzaprav zelo mlad, začel v članski ekipi z 15 leti in tudi kmalu sem dobil priložnost za igro. To je bilo sicer splet na ključi, da se je takrat poškodoval naš prvi zunanji igralec Vukoje in en dan pred tekmo in enostavno na dan tekme smo igrali s Crvenko, ki je bila takrat vodeča na lestvici. Dobil sem priliko od prve minute, odlično sem igral, mislim, da sem zabil takrat 11 golov. Vse nam je šlo, premagali smo vodilno ekipo in od takrat naprej sem bil nekje več ali manj standardni član prve postave. Karijera se za vas praktično sploh ne bi mogla začeti bolje. Bili ste mladinski svetovni prvak. Kje točno, kdaj in kako se vse skupaj dogajalo? Ja, res je. Jaz sem bil zelo mlad že v mladinski državni reprezentanci Jugoslavije. Vendar sem imel to smolo, da sem na dva prvenstva nisem šel zaradi poškodbe, drugače bi že s 16 leti lahko osvojil medaljo na svetovnem prvenstvu na Švedskem. Tudi na drugem svetovnem prvenstvu, kjer sem bil v ožjem izboru, bi zagotovo šel na to prvenstvo, sem se poškodoval. No, na tretjem
na to svetovno prvenstvo pa sem šel zraven, kot tako še trije moji soigralci iz ekipe, se pravi Pušnik, Praznik in Kalin. In takrat smo leta 1981 na Portugalskem osvojili zlato medaljo na mladinskem svetovnem prvenstvu. Vašo kariero pa so zaznamovale tudi poškodbe. Ena izmed najbolj črnih, če lahko tako rečem, je bila vsekakor zlom roke. Kako se ga spominjate? Ja, to je res. V nepravem trenutku sem se poškodoval ravno na nekaj dni pred odhodom na prvo svetovno prvenstvo mladinsko. Smo igrali ekipa Celja z mladinsko državno reprezentanco in pri strelu na gol mi je počila kost v dlani in potrebna je bila operacija, potem čez eno leto še druga in tako da tu sem imel precej smalo. Ste pa relativno hitro, glede na to, da ste še pri 27 igrali, potem drugo leto kasneje ste pa že zaključili kariero. To je relativno hitro tudi za tiste čase. Ja, res je. Lahko se reče, da je bilo dokaj hitro. Hitro sem začel in precej hitro tudi končal. Ne vem, v tistem času, v določenem trenutku mi je zmanjkalo neke športne motivacije. Imel sem tudi določene probleme v privatnem življenju in sem se pač odločil, da zaključim igralsko kariero. Sem pa zato potem kar hitro, mislim, da dobre pol leta začel trenersko kariero. Sami ste že zdaj načeli o tej trenerski karieri, zato bi bilo nesmiselno vprašati, kaj počne Stanko Anderluh danes. Vsi ga poznamo, vsi ga vidimo na klopi. Kako pa se je vse skupaj začelo s trenersko potjo Stanka Anderluha? Ja, s trenersko potjo se je začelo tako, da so me klicali prvo iz drugoligaša dol pri Hrastniku, če bi prišel tja za trenerja in če bi še mogoče tudi malo rekreativno igral zraven. Rekel sem, da igral ne bi, da pa lahko se dogovorimo za treniranje in tako se je začelo. Bil sem tam, mislim, da 2 leti trener v ekipi dola pri Hrastniku, potem pa sem se vrnil v Celje in tu začel z treniranjem mlajših selekcij, največ selekcij mladincev. Stanko Anderluh, legenda celjskega kluba, še enkrat najlepša hvala za vaš čas. Veliko sreče na športnem področju in pa seveda vašem veseljem. Hvala lepa. Prišli smo do konca zadnje oddaje v letošnjem koledarskem letu. Spremljajte še naprej oddajo 7, mi pa vam želimo mirne praznike in vse lepo v prihajajočem letu. Srečno novo leto! To se naredi pred kamero, gor napiš prvi. Nijan Kredena. Čak. Daj še enkrat, sem desen kot ramo vrgo. Spremljajte še naprej oddajo 7. Vi pa nem želite troške tramilefon, troške antonci. Pa nukaj troške sam fon, anložke entron. Ti troške telefon, anložke telefon, veške de. Znoto Fuze, Schweigi popravek, prosi.